Pozdravljeni v podkastu Od genov do zvezd. Moje ime je Sašo Dolinc in pripovedoval vam bom zanimive zgodbe iz sveta znanosti. Leta 1754 je škotskega študenta medicine Josefa Blacka zanimalo, kaj se zgodi, če po kamninah zlije kislino. Pri enem od takšnih poskusov je ugotovil, da se pri reakciji sprosti brezbarvni plin, ki je težji od zraka, sveča pa v njem noče goreti. Zaradi nenavadnih lastnosti je plin poimenoval fiksni zrak, danes pa mu pravimo ogljikov dioksid. Sredi 18. stoletja je začelo več znanstvenikov sistematično proučevati različne oblike zraka, kot so takrat imenovali pline. Med njimi je bil angleški duhovnik Joseph Priestley, ki je v prostem času opravil zelo veliko kemijskih poskusov in pri tem proizvedel več vrst novih plinov. Ko se je leta 1767 preselil v bližino pivovarne, ga je to spodbudilo, da je začel proučevati tudi plin, ki se sprošča ob proizvodnji piva. Ugotovil je, da pri fermentaciji nastaja plin, ki ga je mogoče raztopiti v tekoči vodi in tako dobiti okusno gazirano vodo oziroma vodo z mehurčki. Leta 1772 mu je uspelo postopek za proizvajanje nove brezalkoholne pijače, ki ni bila v resnici nič drugega kot v vodi raztopljen ogljikov dioksid, dovolj izpopolniti, da je lahko vsem skupaj napisal razpravo in jo poslal znanstvenikom v kraljevi družbi, ki je bila takrat osrednja znanstvena institucija v državi. Neki zdravnik je ob branju razprave postavil hipotezo, da bi lahko morda prav sodavica zdravila skorbut, kar je bila takrat huda bolezen, ki je pestila mornarje. Danes vemo, da skorbut povzroča pomanjkanje vitamina C, ki ga v vodi raztopljen ogljikov dioksid ne more nadomestiti, a takrat tega nihče ni vedel. Ideja, da sodavica zdravi skorbut, je sčasoma prišla na ušesa nekomu iz Portugalske, ki je v Angliji vohunil za Francijo. O strateškem odkritju je takoj obvestil Francoze, ki so nato svojemu mlademu kemiku z imenom Antoine Laurent de Lavoisier naročili, da preveri, ali hipoteza dejansko drži. Čeprav se je izkazalo, da hipoteza ni resnična, je prav ta naloga Lavoisierja navdušila za serijo raziskav, s katerimi je postavil temelje sodobni kemiji. Po izobrazbi je bil sicer pravnik, služboval pa je kot eden izmed kraljevih svetovalcev za pobiranje davkov, zaradi česar je imel dobro plačo in bil kar premožen. Njegova prava strast pa niso bili davki, ampak kemija. Vsak dan je pred odhodom v službo 3 ure izvajal eksperimente v svojem zasebnem laboratoriju, po večerji pa se je običajno vrnil in nadaljeval z delom. Pogosto sta eksperimentirala skupaj z ženo Marie Anne Pouce, ki je bila prav tako zelo nadarjena znanstvenica. Ko sta se poročila, je imela komaj 13 let, a sta se vseeno hitro ujela. Marie je znala angleško, tako da mu je pomagala pri stikih z angleškimi znanstveniki. Prav tako je skrbela za domači laboratorij in z natančnimi risbami dokumentirala vse poskuse, ki sta jih izvedla. Takrat je bila namreč večina znanstvenikov prepričanih, da je ogenj posledica sproščanja elementa z imenom flogiston. Prav dodajanje in odvzemanje tega skrivnostnega elementa naj bi bilo odgovorno tudi za nekatere druge kemijske spremembe, kot je bila denimo korozija kovin. Težava z razlago s pomočjo flogistona pa je bila v tem, da je bil korodiran kos kovine težji kot izvorni kos brez arje, čeprav naj bi se pri procesu korozije flogiston sprostil iz kovine. Lavoisier je imel v svojem laboratoriju zelo natančne merilne instrumente, pri eksperimentih pa je zelo natančno stehtal kemikalije pred in po kemijski reakciji. Trdno je namreč verjel v načelo ohranitve snovi, po katerem mora biti masa snovi pred reakcijo enaka masi po reakciji. Oktobra 1772 mu je uspelo prav s pomočjo natančnega tehtanja razrešiti uganko, zakaj so kovine po koroziji težje. Spretno izvedenim eksperimentom je pokazal, da se pri pretvarjanju zarjavele kovine nazaj v prvotno stanje sprošča plin. Posumil je, da je prav v sproščenem plinu vzrok za razliko v teži. Ko je ugotovil, da tudi nekatere druge snovi, kot je denimo žveplo, pridobijo težo, ko zagorijo, je postavil hipotezo, da se pri gorenju del zraka absorbira v trdno snov. Nad idejo vezave zraka je bil tako navdušen, da jo je natančno opisal, nato pa pismo zapečatil in ga deponiral pri tajniku Akademije znanosti. Tako bi kasneje dokazal avtorstvo ideje, če bi še kdo drug pozneje postavil podobno hipotezo.
A hkrati se je zavedal, da mora izvesti še veliko poskusov, preden gre z idejo v javnost. Naslednji 2 leti se je zato trudil, da bi določil lastnosti plina, ki je nastal ob reakciji, a mu ni šlo. Zdelo se je že, da mu problema ne bo uspelo razrešiti, dokler ni prišla pomoč iz Anglije. Josef Priestley je takrat proučeval živo srebro in naletel na nekaj zelo zanimivega. To pri sobni temperaturi tekočo kovino je lahko z domnevnim odstranjevanjem flogistona pretvoril v prah, tega pa s segrevanjem nazaj v tekočino. Z dodatnimi eksperimenti je nato ugotovil, da se pri reakciji, ko se segreti prah pretvarja nazaj v kovino, sprošča plin, ki je drugačen kot tisti, ki se je sproščal pri njegovih prejšnjih poskusih s sodavico. Novi plin gorenja namreč ni zaviral, ampak ga je nasprotno spodbujal. Plamen je v tem novem plinu zagorel bolj intenzivno kot v običajnem zraku in oddajal več svetlobe. Ko je Priestley obiskal Pariz, se je na večerji sestal s člani tamkajšnje akademije znanosti, med katerimi je bil tudi Lavoisier. Ob tej priložnosti je zbranim omenil svoje odkritje nenavadnega plina, ki spodbuja gorenje. Lavoisier je novici z navdušenjem prisluhnil in seveda želel enak eksperiment čim prej ponoviti tudi v svojem domačem laboratoriju. Ko se je Priestley vrnil domov, se je spomnil, da bi lahko preizkusil tudi, kako novi plin vpliva na živa bitja. Vedel je namreč, da lahko miška normalno diha in se giblje pod stekleno posodo z običajnim zrakom približno 15 minut. Ko je enako posodo napolnil z novim plinom, se je miška brez težav gibala več kot pol ure. Sčasoma je ugotovil, da je novi plin približno 5-krat bolj učinkovit za dihanje kot običajen zrak. Ko ga je še sam poskusil vdihniti, je spoznal, da ni bistveno drugačen od običajnega zraka, le da se je po vdihu počutil nekoliko bolj lahkotno in sproščeno. V Franciji je lastnosti istega plina sočasno natančno proučeval tudi Lavoisier, ki je 26. aprila 1775 o svojih dognanjih poročal na sestanku Akademije znanosti. Takrat je novi plin poimenoval kisik, a ob tem ni omenil, da je idejo za poskuse dobil na nedavni večerji s Priestleyjem, kar je angleškega znanstvenika seveda ujezilo. Kasneje je Lavoisier priznal, da je izhajal iz Priestleyjevih poskusov, a je iz njih potegnil bistveno bolj pomembne zaključke kot Anglež. Lavoisier je namreč na podlagi odkritja kisika dokončno ovrgel teorijo o 4 elementih kot temelju zgradbe vse snovi, ki je veljala skoraj 2000 let. V naslednjih letih je z novimi poskusi prepričljivo pokazal, da zrak ni osnovni element, ampak zmes kisika in dušika. Prav tako je ugotovil, da je voda zgrajena iz vodika in kisika, ki sta prav tako elementarna plina. Tudi za gorenje je ugotovil, da je v resnici proces spajanja snovi s kisikom. 2000 let stara teorija o vodi, ognju, zemlji in zraku kot 4 osnovnih elementih, iz katerih je zgrajen svet, je bila tako dokončno ovržena. Začela se je doba moderne kemije. Žal pa Lavoisier po francoski revoluciji pri novih voditeljih države ni bil pretirano priljubljen, saj je bil pred revolucijo visok uradnik v kraljevi davčni službi. Skupaj z drugimi uradniki so ga 8. maja 1794, ko je bil star 50 let, obsodili na smrt z giljotino. Veliki matematik Lagrange je, ko je izvedel za usmrtitev kolega učenjaka, izjavil, da je potreben le trenutek, da odrežejo glavo, kakršna morda še v 100 letih ne bo ponovno zrasla. Po dobrem letu je revolucionarna oblast spoznala zmoto in velikega učenjaka posthumno pomilostila. Njegovo imetje so ženi vrnili in ji ob tem poslali le kratko obvestilo, na katerem je pisalo, za ženo Lavoisierja, ki je bil po krivem obsojen. To je bil podcast Od genov do zvezd. Moje ime je Sašo Dolenc in z novo zgodbo se vam oglasim že kmalu.